Torej, če me sprašujete o osnovnem sporočilu tega romana, bi ga lahko strnila v verz Borisa A. Novaka, ki sem ga napisala prav na začetku knjige Svoboda je glagol. Če pa moram povedati kaj več, torej zakaj gre v tem mojem romanu, bi pa lahko rekla, da je to roman o različnih vrst srečanj. V prvi vrsti, oziroma najprej omenim srečanje moje glavne junakinje, ki je moj alter ego, oziroma kot bi rekel Kundera, eksperimentalni ego, tisti, skozi katerega avtorji pripovedujemo svojo zgodbo. Torej srečanje moje glavne junakinje s svojim rojstnim mestom. Potem je to srečanje z nekom, ki se naseli s to mojo glavno junakinjo v stanovanju, ki ga je najela in ki bo potem prineslo s sabo pravi romaneskni zaplet. In potem je to seveda, tudi kot pove tudi naslov mojega romana, srečanje z določenim zgodovinskim trenutkom, kar pomeni torej z uporom slovenske civilne družbe, s kolesarjenjem, s kolesarji, ki pusti, če povem še nekaj stavkov v zvezi s tem, mojo junakinjo v začetku popolnoma ravnodušno. Potem pa se nekaj zgodi, da jo v bistvu začenjajo ti protesti ne samo zanimati, ampak da postane v bistvu tudi izrazito dejavna in da se tudi zanjo nekaj spremeni. In kot pri vsakem resničnem srečanju se zgodi neke vrste čudež, ki bi ga lahko opisala takole, in to vam bom prebrala. Srečati moram drugega, da lahko srečam sebe. Ali še bolje, srečati moram nekaj, kar nisem, da lahko postanem to, kar sem.